Hvala, da mi pomagaš nositi letake, Spike. Pa imam res srečo, da si šel mimo butika. Ja, res, slučajno sem šel mimo. Kaj pa piše na njih, se je izgubil pes, ima kdo učne ure kitare? Ker enega sem našla in Jara, da bi se naučila igrati. Brika, 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 brika! Ne, to so prijavnice. Organizirala bom natečaj za modno revijo, ker se bodo predstavili ambiciozni mladi oblikovalci. Wow, super zamisel! Hvala. Spominjam se, kako težko je bilo priti v modno industrijo, ko sem jaz začela. Zato pa zmagovalec natečaja dobil priložnost za predstavitev svoje linije v mojem butiku. Kako lepo, zelo radodarno. Uspelo mi je privabiti še modnega kritika, hojti-tojtija, in ikono modne fotografije Fotofinish, da boste sodila natečaj v Ponijevcih. In počakaj, da slišiš, kdo bo še prišel? Kontesa koloratura? Sadie Saddles? Spike? Ne. Tretja sodnica modnega natečaja Moda prihodnosti konjeniškega butika bo nihče drug kot Applejack. Kaj? 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 Moj mali poni, moj mali poni. Moj mali poni. Želim si vedeti, kdo v resnici si. Moj mali poni. Čarovnije ti z menoj delila bi. Pridi greva na to test, z nasmehom greva v isti svet. Deliti prijaznost je lahko, z malo čarovnije laže bo, da si moj mali poni. Vedi, da si moj prijatelj ti. Kaj? To si že rekla, ljubica. Ja, vem. Morala sem ponoviti, saj sem popolnoma zmedena. Rada bi, da jaz sodim na modnem natečaju? Prepričana sem, da ima Rarity razlog za to in ko ga bomo slišali, bo vse jasno. Priznam, da je Applejack neobičajna izbira, a prav to je tako navdihujoče. Vidite, zdaj vse? Še vedno nima nobenega smisla. Hojti-tojti je strokovnjak za tkanine in šive. Fotofinish ima umetniško oko za oblike in barve. Toda včasih mi oblikovalci pozabimo na praktičnost. To bo tvoje področje. Morda sem še preveč praktična. V omari imam 20 verzij tega klobuka. Ker samo pove, da si poni, ki ve, kaj je všeč. Poleg tega mora biti sodnik iskren in ti si najbolj iskrena, kar jih poznam. Vprašaj kogarkoli. Lahko jaz? Oprosti, si kdaj slišala za Applejack? Najbolj iskreno žrebico. Seveda sem. Si videla? Torej, kaj praviš? No, če moram biti iskrena, nisem prepričana, da sem prava izbira. Morda pač ni moje področje. Razumem tvojo zadržanost, a preden odkloniš, daj, prosim, prespi. Prav, to je najmanj, kar lahko naredim. Ja, vem, Big Mac. Tako presenečena sem kot ti. Mislim, si predstavljaš mene za sodnico na modni reviji? Jaz bi z veseljem šla. Zabavno bi bilo gledati vse tiste obleke. No, ti si izjema v naši družini, sladkorček. Spoznaš se na te stvari. Jaz pa bi bila uporabna kot vozel na drevesni sadiki. Čeprav je Rarity res rekla, naj se bolj osredotočim na praktičnost. Ona bo že vedela. Ampak še vedno ne vem, kaj naj rečem. Daj no, Apple Bloom, vse moramo dvakrat narediti. Oprosti, hotela sem si nadeti klobuk tako kot ti, a zaradi njega zdaj nič ne vidim. To pa zato, ker ni takšen kot moj. Ta modni trak je samo na poto. Tako, zdaj pa vidiš. Wow, pa je res veliko bolje. Hvala, Applejack. A ni zakaj. Veš kaj? Odločila sem se, da bom Rarity pomagala na natečaju. Mislim, da je moj razumen vsakdanji pogled za modo točno to, kar skupnost ponijev potrebuje. Rarity, premislila sem. In če me še vedno potrebuješ, bom z veseljem sodnica na natečaju. Ja. Vedela sem, da si boš
boš premislila? Jaz, fotofiniš, sem prispela. Kot tudi hojti tojti. Kako lepo vaju je videti. Smok. Hvala, da ste mi prišla pomagat. Pogrešala sva te na prvencu gospodične Pomel prejšnji teden v Grivoboru. Gospodična Pomel je imela revijo? Mislila sem, da še vedno šiva kostime. Nisi slišala? Vsak poneki kaj velja govori o tem? Ojoj, nad vse osupljive so. Lepo je slišati, da gre gospodični Pomel tako dobro. Kdo se oglaša? To je Applejack, tretja sodnica. Torej, sodnica, kaj menite? Wow, to pa je... Wow, to so obleke? Slika je narobe obrnjena. To je pa... Izgleda kot diskokrogla. So jo morali kotaliti po pisti? Ne morem verjeti, da bi kdo dejansko to oblekel. Se strinjate? Joj! Omedlela bo? Smešno. Joj, nisem hotela, da se v nesvesti. Ne skrbi, to se ji neprestano dogaja. Poleg tega je obleka res izgledala kot diskokrogla. Čeprav ima gospodična Pomel prav. Namreč čisto vse, kar nosimo, izgleda neke vrste, kako bi rekla, kostum. Nimam pojma, o čem govoriš. Nič hudega. Pojdimo spoznati oblikovalce in jim pomagati, da se pripravijo na revijo. Oblikovalci, dobrodošli. Danes boste izdelovali kreacije. Sledili boste našim navodilom in nasvetom, da se pripravite na jutrišnjo revijo. Lili Les, pokaži nam, kaj te navdihuje. Glajtana, danes zjutraj na poti se me ptiče zvrgala, ona lepša pesem, kar sem kdaj slišala, in hotela sem ujeti naravno ptiče petje, ampak neki vetrna, ki je nosil ptiče petje. Močno, a hkrati krhko in občutljivo. Naslednji je Star Strike. Ne zanima me, kaj je bilo narejenega. Zanima me, kaj bo obstajalo v prihodnosti. Moda prihodnosti pripada tistim, ki znajo prisluhniti. Jaz sem Inky Rose. Zelo osredotočena si. Imaš močan občutek za to, kar želiš? Applejack, nekam tiha si. Kaj meniš? No, precej črna je. Malce depresivno deluje. Je zdaj bolje? Popolnoma drugačna je, ja. Za modne strokovnjake mogoče. Za ponije, kot sem jaz, pa je še vedno črna. In nisem prepričana, kako oblečeš vrgolečega ptiča ali prihodnost. Mislim, da ji moje mnenje ni bilo všeč. Ja no, zato si pa tukaj. Moda včasih potrebuje zdravo mero praktičnosti. Ali delaš luknje v blago? Namerno? Tako deluje bolj ponošeno. Bolj staro in raztrgano? Ko bo polni ponosi oblačila, v katerih bodo luknje, že ne bo šel v trgovino in kupil nova. Z luknjami. No ja, res ni praktično. Bolj modno kot praktično v bistvu. Enostavno osupljivo? Izgleda lepo. A to je preveč blaga. Ta del, ki ga vlečeš za sabo, se bo takoj umazal. Še dobro, da sem prišla. Sicer bi imeli luknje v oblačilih in umazane obleke. Seveda vides ni pa poln brez urejene grive in make-upa. In kdaj boš uredil grivo? Joj, pa saj je že urejena. Veste kaj, zdi se mi, da smo oblikovalcem za danes dali dovolj napotkov. Pustimo jih, naj končajo delo. Komaj čakam, da vidim, kaj boste naredili jutri. Glej, res ne vem, Zelo me je užalila. Hej, Applejack, greš že domov? Kako je bilo na prvem dnevu
tečaja. Super, sprva se mi je zdelo, da ne bom pomoč. A še dobro, da sem se prijavila. Če me ne bi bilo, bi počeli vse sorte trapastih modnih reči. Hej, Rarity, Applejack pravi, da vam gre super. Še dobro, da je tam, ne? Ja, seveda. Njene zamisli je težko prebaviti, vendar upam, da bo njena iskrenost oblikovalcem pomagala, da naredijo svoje najboljše kreacije. Zelo napeta si, bi poskusila? Glasba pomirja, veš? Seveda. Veliko bolje. Svojim ciljem naproti. Danes je nov dan. Pozdravljeni oblikovalci! Čas je še za zadnje popravke pred revijo. Če znajo gumbi posredovati žalost, ti je uspelo. Meni posredujejo, da se moram uro prej zbuditi, da jih zapnem. Če bi jih sploh lahko dosegla. Je zdaj bolje? Zdaj lahko. Ko te zazebe, samo zdrsneš vanjo, pa si nared. Tako kot Pončo. Pončo? Vsako perja sem prišila posebej, celo večnost je trajalo. Uporabila si dvojni kopitošivni ubod. Popoln je. Koga briga, če so šivi popolni? Kaj ti bo perje na glavi? Moja sestra je hotela klobuku dodati nekaj stila. In uganite, kaj se je zgodilo. 1 uro več dela smo imeli s pobiranjem jabolk po tleh. Dobro si začel, ampak treba je več? Ne. 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 Ja! Jaz predlagam tole. Ne to! Kaj je tako smešno? Kaj? Jo, ne. Samo videti sta enaka. Ja, ampak ta popolnoma spremeni izgled, ta pa ga poudari. Saj se hecaš, ne? Je vse v redu? Razvnela se je vroča debata o teh dveh pasovih. Oba sta dobra izbira. Ne, nobene izbire ni. Popolnoma enaka sta. Vse skupaj je tako trapasto. Moda je trapasta. Se ne misliš resno? Ja pa, žal mi je. A to je moje iskreno mnenje. No, če bi vedel, da nas bodo žalili, nikoli ne bi prišel. Greva! Ne, prosim, vrnite se. Če gresta ona dva, potem grem tudi jaz. Oblikovalec nisem postal zato, da bi oblikoval dolgočasna vsakdanja oblačila. Jaz ne bi rada kreirala elegantno dramo, kar pa je ravno nasprotno od... Mislim, to sploh ni... Mislim, Ja, res. Kaj? Samo iskrena sem bila. Odnehajte takoj! Za vsem, nobene revije ne bo, vse pospravite! Rarity, kaj se dogaja? Kaj je narobe? Vse, popolnoma vse! Sodniki so se vdali, oblikovalci so odšli, revija odpovedana! Moji dobri nameni so uničeni! In za vse je kriva ona! Zakaj si jezna name? Samo povedala sem, kar si mislim. Ali nisi hotela, da sem sodnica zaradi moje iskrenosti? Seveda sem, ampak rekla si, da je moda trapasta! To je vendar moje mnenje. Ne bom lagala. Pridi z mano! Rarity, kakšno prijetno presenečenje! Pozdravljeni, Strawberry Sunrise, to je Applejack. Bi lahko prosim povedali, kaj menite o jabolkih? Ne maram jih. Kaj? Zakaj pa ne? Hrustljava in sladka in slastna so. Ampak niso kot jagode. Res je. Boljša so od jagod. Samo, če boljši pomeni bolj za nič. Upravičiti se morate.
Joj, oprosti, da dejansko ješ te neokusne kašaste črvive stvari. Applejack, zakaj si tako jezna? To je samo stroberijino iskreno mnenje. Kaj je narobe z njim? Ni mi mar, če jih ne mara. A če bi vedela, kako se moramo truditi, da so jabolka lepa, morda ne bi bila tako Ojoj. Ni preveč prijazno, kaj? Ne, res ne. Oprosti mi, prosim, Rarity. S svojo iskrenostjo me je tako zaneslo, da nisem pomislila, kako se počutijo ostali. Pravo gnilo jabolko sem. Zelo cenim Applejack, to mi veliko pomeni. A želela bi, da bi to spoznala, preden si uničila revijo. Nabaviti si ga moram. Edino to je bilo na voljo. Kaj pa počneš? Galopina je v to smer. Ja, a zaenkrat še ne greš tja? Hej! Kaj te z njo je? Ne vem. Decimo. Poslušajte me, prosim. Mislila sem, da sem bila iskrena. A nekdo mi je pomagal sprevideti, da sem bila pravzaprav zlobna. Rada bi se vam opravičila. Torej ne misliš, da je moda trapasta? Še vedno je ne razumem. A cenim to, koliko pomeni vam in koliko truda ste vložili vanjo. Vem tudi, da na tečaj zelo veliko pomeni Rarity. Zato, kaj pravite? No, škoda bi bilo za manj priti sem in ne videti, kaj delate. Če bodo oni sodili, potem smo za. Pod enim pogojem, mislim svoje. Karkoli. Odveži nas. Revija gre naprej, fantje! Potem pa me je Applejack prosila, naj te za 1 uro zamotim in zdaj 1 ura mimo, tada! Ampak kako? Vsi so odšli na oder, so začeli potirati. Applejack se lahko zahvali, ona je za vse poskrbela. Mislim, da to ni tisto, kar misliš. A sem se res potrudila, ker vem, da ti veliko pomeni. Hvala ti, Applejack. Zdaj začnimo! Prva linija je Lily Lace. Starstrake. Inky Rose. Zdaj pa je čas za glasove. Mene privlači lepota in drama v modi in nihče ni bolj dramatičen kot Lily Lace. Zato glasujem za njo. To mi ogromno pomeni, komaj lahko mislim, ne vem, kaj naj rečem. Enostavnost je ključ prave elegance. Zato jaz glasujem za Inky Rose. Tako zelo sem vesela. Moda je umetnost, zato jaz fotofiniš glasujem za Starstrika. Lepo je to slišati, draga. No, vse je odvisno od tebe, Applejack. Lahko verjameš? Po vsem, kar se je zgodilo, bo Applejack imela odločilen glas. Kako vznemirljivo! No, Applejack? Lilina oblačila bomo dali sem, Inkina sem in Starstrakova semle.
Oprosti, nisem mogla izbrati samo enega. Vsi so se odlično odrezali, zato menim, da si zmage zaslužijo vsi. Se strinjam. Rekla sem ti, da nam bo tvoja iskrenost v veliko pomoč. Je to ena tvojih novih kreacij, Rarity? Zelo je oblika spominja na, mislim, izgleda kot, mislim, A je to? Ne, ta se mi je popolnoma ponesrečila. Grozljiva je, grozna, popolnoma neokusna. še dobro, ker po mojem iskrenem mnenju je ogabna. Me veseliš. Oj, mali poni. Oj, mali poni. Oj, mali poni. Za Minimax sinhronizira produkcija Falcon.